Svetniki spet pozvali k odgovornosti glede najemne pogodbe Rica. 160 let Šelmarije. Sprejem za slovenske skakalke v Zabrnju. Dober večer. Novomeški mestni svetniki so se na sinočni seji med drugim seznanili s poročilom o najemni pogodbi za rumeno stavbo na Topliški cesti, ki je pričakovano dvignilo precej prahu. Nekateri svetniki so namreč menili, da bi morala disciplinska komisija, ki jo je imenoval župan, na svet že posredovati poročilo o odgovornosti za škodljivi najem prostorov Rica. Franci Bek je poudaril, da bi morali vnovič razmisliti o odškodninski odgovornosti vpletenih v posle z Ricom, saj gre res za velike zneske, ki nam bodo v občinskem proračunu primanjkovale letos in naslednje leto in še kakšno leto in 20 let. Kaj bo, če bo sodno bomo zgubili, če bomo na koncu gotovili, da bomo mogli se plačati? Verjetno bo proračun spet tisti, ki bo nosil, ne? Zaupam pravnemu oddelku mestne občine, da je to argumentacijo za spodbijanje pogodbe pripravil dober in da bomo na sodišču uspešni, če bomo le lahko bili. Ivan Gril je k odgovornosti pozval tudi koalicijske svetnike. Tukaj pa pozivam medije, da mogoče objavite seznam vseh tistih svetnikov, ki so takrat glasovali za podpis take pogodbe oziroma, da se ta zadeva ni prekila. Ivana Bukovca je zanimalo, ali se bo izgublja, ali se bo moglo še več plačati, ali se gre spet nekdo neko igro, da bo zadej z nekom nekaj delil, ne vem. To je moje mišljenje, ljudje imajo tudi tako mišljenje. Vida Čadonič Špelič in Gregor Macedoni sta predlagala 4 sklepe, tudi tega, da svetniki prejmejo v pogled vloženo tožbo proti družbi Protek Dolenjska. Pa tudi poročilo, kaj je bilo do zdaj na tem narejenega, ker smatrava, da bi se dala ta izvršba preprečiti, to se pravi teh 170 000 evrov. Podžupanja Mojca Špec Potočar tega pa tudi drugih predlaganih sklepov ni dala na glasovanje, zato ji je Čadonič Špeličeva očitala nedemokratično vodenje seje in kršenje poslovnika. Predsedujoča seje odgovarja, da je bilo na vsak sklep, ki ga je podala, tudi obrazložitev in seveda tudi dejstva, ki so pravna in seveda mi kot laiki, občinski svet kot laik, ne more iti čez predloge in pa seveda tudi zahteve odvetnice, ki pelje postopke. Glede vpogleda v tožbo, torej Špec Potočarjeva odgovarja, da je odvetnica odsvetovala vsakršno širjenje informacije. Dodaja pa še, da sta bila 2 od 4 sklepov že uresničena, zato ni bilo potrebe po glasovanju. Kakšno bo Novo mesto leta 2020? To se na javnih tribunah sprašuje iniciativa 2020 Novo mesto. Ciklus javnih tribun, prvo so pripravili sinoči, naj bi prinesel strategijo razvoja mesta in okolja, da mestna občina Novo mesto ujame val novih priložnosti, ki jih ponujata programa Evropa 2020 in Obzorje 2020. Gospodarstvo in visokošolstvo je bila prva javna tribuna, eden od trajnih izzivov je namreč v njunem povezovanju. Torej, premošča tako imenovano dolino smrti, ta dva zelo oddaljena centra, pomeni generirati nove ideje, nove inovacije, nove storitve in s tem višjo gospodarsko rast in višjo blaginjo za vse. Novo mesto ima izredne gospodarske pogoje za nadaljnji razvoj, je prepričan Tomaž Savšek iz TPV-ja, treba pa bo poiskati dodatne možnosti na tujih trgih. Se še tam ojačati, povečati svoj izvoz in zato pa seveda potrebuje ustrezne kadre. Pa tudi ugodnejše pogoje. Najbolj bodata v oči slabo električno omrežje in cestna povezava, nujna je tretja razvojna os, za katero mora država najti vire financiranja v tujini. Denar je, so prepričani sogovorniki. Denarja za ta prave projekte je zadosti, vendar treba je ta projekt predstaviti kot pravi projekt za našo regijo in za celotno Slovenijo. Številne izzive prinaša tudi kmetijstvo, ki se za razliko od gospodarstva ne sme obnašati globalno, so prepričani na novomeški kmetijski šoli. Želimo povezati naše kmetije v neke vrste zaupanje vredne kmetije, v zaupanje vredno predelavo ali trgovino v kmetijstvu ali pa gostilne
ki bodo sodelovali med sabo po sistemu zadružništva. In mislim, da je zadružništvo, hranilništvo bodočnost. Prihodnost pa je tudi v univerzi, ki jo Novo mesto nujno potrebuje, so prepričani sogovorniki na javni tribuni. Bodoči dijaki in študentje so danes obiskali izbrane srednje šole in fakultete ter nabirali informacije o študijskih smereh in učnih programih. V prvih letnikih srednjih šol je za bodoče dijake na voljo 23.160 mest, v prvih letnikih fakultet pa za bodoče študente slabih 21.000. Dopoldne je bilo pestro tudi na novomeškem šolskem centru, kjer lahko bodoči dijaki izbirajo med številnimi programi. Srednja zdravstvena in kemijska šola, smer kozmetični tehnik. Si izvedla kaj zanimivih informacij? Ja, marsikaj novega. Misliš, da bo to program, ki ti bo pisal na kožo? Ja. Na šolskem centru izobražujejo za 29 poklicev na srednji stopnji, 7 smeri pa je višješolskih. Z področjih strojništva, elektronike, računalništva, tehnične gimnazije, gradbeništva, lesarstva, zdravstva, kemije, farmacije, kozmetike, predšolske vzgoje. Tudi na Sevnem so bodoči dijaki z zanimanjem prisluhnili opisu programov in si ogledali praktične prikaze dejavnosti na šoli in posestvu. Najbolj me zanima biotehniška gimnazija, ker največ predstavljajo te laboratorijske vaje, me zelo veliko zanimajo laboratorijske vaje. Najboljši sem seveda pri kemiji, zato me najbolj ta šola in ta program zanima. Zanimanje vlada za vse programe, veseli vodstvo šole. Mogoče pa je ena prva taka ocena, da je mogoče celo več zanimanja za same poklicne programe, kot je bilo v preteklosti. Na Centru biotehnike in turizma je za bodoče dijake na voljo pestra izbira programov od vrtnarja, cvetličarja, slaščičarja in mesarja do hortikulturnega in naravovarstvenega tehnika ter biotehniške gimnazije. Danes so svoja vrata na široko odprle tudi številne občine. Da predstavijo svoje delo, naložbe, načrte, primere dobrih praks, je občine pozvala Skupnost občin Slovenije. Dan odprtih vrat so pripravili tudi v novomeški občini, ki se je v letih 2012 in 2013 uvrstila na drugo mesto po uspešnosti črpanja sredstev z mednarodnih razpisov. Zdelo se nam je izjemno pomembno, da predstavimo občanom, kaj se tukaj dogaja oziroma kaj pripravljamo za njih, za izboljšanje kvalitete življenja v našem okolju. Rezultati dela, ki so rezultirali v tem obdobju, pravzaprav so izjemni. Za vsakdanjik občanov je pomembno tudi sodelovanje z javnimi zavodi. Lani je bilo to med drugim uspešno zdravstvenim domom, kjer bo letos v ospredju gradnja parkirišča. Sam projekt naj bi financiral zdravstveni dom, mestna občina pa naj bi seveda tako prispevala zemljišča, kot tudi urejanje dokumentacije. Sicer pa bo leto 2014 poleg vseh projektov predvsem v znamenju priprav na 650-letnico mesta, ki jo bo zaznamovalo mnogo dogodkov. Med drugim so danes napovedali uprizoritev pesnitve na Trški gori, ki sta jo zakonca Bučar premierno uprizorila že leta 1936 v Šentjakobskem gledališču. Tradicionalni akciji Skupnosti občin Slovenije Odprta vrata so se pridružili tudi v Krškem. Ja, v letošnjem letu smo izbrali, da predstavimo lanskoletni veliki projekt, se pravi otvoritev Mencingerjeve hiše, ki je ponovno velika pridobitev za mesto Krško oziroma za občino Krško, ki je v kompleksu Reichenburškega gradu in pa mestnega muzeja res mozaik kulturnih spomenikov, na katere smo Krčani lahko ponosni. Druga tema dneva odprtih vrat pa je bil občinski prostorski načrt. Občanom so razložili dolgotrajen in obsežen postopek njegovega nastajanja, uradna razgrnitev pa bo spomladi. V Lamutovem salonu v Kostanjevici na Krki ta konec tedna proslavljajo 160 let Šelmarije. Ob častitljivem jubileju je etnološko društvo Perforcenhaus izdalo knjigo, ki opisuje to edinstveno praznovanje pusta. Postavili so tudi razstavo Pust skozi čas. V cerkvenih zapisih je pustovanje v Kostanjevici na Krki omenjeno že leta 1749, vendar praznovanje temelji na letnici 1854, ki je na grbu. Knjiga Kostanjeviška Šelmarija v 8 poglavjih prinaša popis 4-dnevnih pustnih običajev Šelmarije. Kar smo pa s tem želeli povedati, je pa ustno izročilo.
to, kar so nam povedali naše dedje, naše očetje, se pravi, kar je prišlo iz roda v rod. No, profesor dr. Janez Bogataj pravi, da je ta knjiga scenarij Šelmarije in da je to odlična podlaga za nadaljno znanstveno raziskovanje tega edinstvenega pojava v Sloveniji imenovane Šelmarija. Širši javnosti bodo knjigo predstavili na jutrišnji pustni akademiji, ki bo imela tudi dele programa, ki so bili že včasih predstavljeni. To bo malo kabarejska predstava. Tukaj so vabljeni vsi občani in občanke. Na jutrišnji akademiji bodo prvič podelili najvišje priznanje Zlata šelma, ki jo bo dobil Tine Hodnik. To ni bilo do zdaj v navadi, in tudi, če po pravici povem, tudi niso bili tako zaslužni, da bi je kdo drug dobil. Hodnik sodeluje v Perforcenhausu že 30 letja. V Zabrdju je bilo veselo in glasno. Pripravili so namreč sprejem za leteče Slovenke na olimpijskih igrah v Sočiju, med katerimi sta bili kar 2 Dolenjki. Tako so številni športni navdušenci včeraj pozdravili naše olimpike Majo Vtič, Evo Logar in Špelo Rogel, ki so poleg Katje Požun zastopale slovenske barve na prvih ženskih smučarskih skokih na olimpijskih igrah. Ponosni smo tudi na vse Slovenke, recimo, ki so dosegli to, da so se udeležili teh olimpijskih igrah prvih. Seveda, še bolj smo pa ponosni na Evo in Majo. Zanesljivo sem ponosen, kajti to, da so 2 iz smučarskega kluba Zabrdje udeleženke prvih olimpijskih iger v smučarskih skokih za dekleta, je seveda fantastičen rezultat. Nisem se sprijazno prijateljila s skakalnico, tako da pač razočaranje je, ampak konec koncev, če odmislim, to tekmo, pa tako sem pa zelo uživala na olimpijskih igrah. Sem vesela, da smo bile prve, ki smo predstavljali našo državo na olimpijskih igrah. Je nekaj posebnega skakati za Slovenijo in jo zastopati s ponosom. Meni je bil pač uspeh že to, da smo ženske sploh prišle na olimpijske igre v smučarskih skokih. Drugače pa z olimpijskimi igrami sem zadovoljna, mogoče pač malo grenkega priokusa. Vtičeva je dosegla 2. oziroma 3. daljavo v posamezni seriji, medaljo pa si odnesle nizke točke sodnikov. Če bi takrat kjerga domu mu rad zavil, povem po pravici. Sam zdaj je, kar je. Naslednja priložnost je nažalost šele čez 4 leta. Pred dekleti je zdaj nadaljevanje sezone, ki jo bodo zaključile marca v Planici. Jaz mislim, da Planica pa marca je pa tako, pravzaprav, že skoraj kot neka, ne samo tradicija, ampak že kar ena obveza Slovencev, da grejo pod ponce in navijajo za naše. Zdaj tudi dekleta, ne samo fante. Valentinovo ali praznik svetega Valentina je dan, ko je ljubezen na prvem mestu. Takrat je pozornost do najbližjih še toliko bolj pomembna, čeprav je prav, da se na svoje drage spomnimo vsak dan v letu. Slovenski pregovor pravi, da ima sveti Valentin ključ do korenin. Pravzaprav ne praznujem kaj preveč, čeprav imam 2 Valentina v hiši, hčerko pa še moža. Jaz osebno ne, ampak pač mislim, da je to lepa priložnost za tovrstne dogodke, za dobro glasbo. Bom rekel, je ena priložnost, čeprav jaz bom kar počakal na Gregorjevo. Se pravi, rajši slovenski praznik. Tradicionalno, tako je. V bistvu, zame je, ampak mož pa pravi, to ni slovenski praznik. Prvo ime na novomeški Loki na večer zaljubljenih je bil štajerski glasbenik Zoran Predin, ki mu ljubezenska lirika še zdaleč ni tuja. Dišali so bluzov, ujete melone, dišali so ritem zazivani bogi. Dišal je tvoj smeh, tvoja sapa na roki, s katero sem brisal ti solze iz lic. To je lep praznik lepe energije, ki se sicer malo zlorablja s časoma, je ta plehki del tega praznika prevladal. Gre za eno pozitivno energijo, ljubezen premika svet in biti zaljubljen pomeni biti aktivn. In ne pozabite, človeku lahko podarite številne materialne stvari, a nič ni bolj vrednega, kot je vaša ljubezen. Vsi tisti, ki vam je ljubša slovenska različica Valentinovega, to je Gregorjevo 12. marca, boste ali bomo morali še malo počakati. Vsekakor pa imejte radi koga vsak dan. Nasvidenje.